Pozdravljeni! Zopet je čas za naš običajni komentar novic, kjer si bomo skupaj ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno, nobenih drastičnih sprememb, tudi tokrat bomo imeli na razpolago 4 različne sklope, kjer bom obdelal tiste novice, ki po mojem osebnem mnenju niso dobile dovolj pozornosti oziroma rabijo poseben komentar. Novice bodo več ali manj iz zadnjih dni, kajti tokrat smo imeli priložnost kar nekaj pomembnih novic obdelati v posebnih prispevkih. In seveda, zakaj te novice nisem prihranil za ta poseben komentar? Ker so bile po mojem mnenju tiste novice tako pomembne, da so rabile malce daljšo razlago, ne samo 3 ali 4 minute. Tokrat, kolikor koga zanima, dobi vse bližnjice do originalnih člankov v samem opisu prispevka. Sedaj pa, da ne bomo kot običajno predolgi, je najbolje, da začnemo s prvo temo. V našem prvem sklopu se bomo pogovarjali o zanimivem prestopu. Kot smo lahko brali na uradni spletni strani Formule 1 F1.com 18. januarja, bo Dan Fallows zapustil Red Bull ter se preselil k Aston Martinu. Dan Fallows je izjemno pomemben član ekipe Red Bulla, v bistvu desna roka Adriana Neweyja, tisti glavni inženir, ki je bil nekako zadolžen za aerodinamiko. In seveda to nam kaže najprej na dejstvo, da pri Aston Martinu mislijo s Formulo 1 izjemno resno, kajti v preteklem obdobju smo videli kar nekaj pomembnih prestopov. Luca Forbato, Tom McCulloch in sedaj še Dan Fallows, ki bodo pod taktirko Andyja Greena skrbeli za to, da v prihodnosti bo ekipa iz Silverstona še bistveno više na konstruktorski lestvici. A o zamenjavah v raznih ekipah smo govorili tudi v preteklih dneh. Če se spomnite, že citirani Aston Martin je zapustil Otmar Szafnauer, pri ekipi Alpine je svoje mesto zapustil tudi Marcin Budkovski. Tu je treba poudariti veliko razliko. Aston Martin in Red Bull sta dosegla dogovor in to pomeni, da Dan Fallows bo lahko začel s svojim delom že 2. aprila. Njegov premor med menjavo službe bo v bistvu izjemno kratek, recimo 1 teden. In kar pomeni, da pri drugih zamenjavah bomo lahko videli kakšne razplete šele pred začetkom naslednje sezone in govorim že o prej citiranima Budkovskem ter Szafnauerju. A to nam kaže, da v Formuli 1, ukolikor je želja, se lahko doseže marsikaj. Za tiste, ki se pa rahlo zamerijo, je potrebno izpolniti vse člene, ki jih določa taka ali drugačna pogodba. A pojdimo k drugi temi. Naslednja novica bo lahko razočarala marsikaterega izmed navdušencev Formule 1. Kot smo lahko brali na spletni strani revije Autosprint, ampak tudi na spletnem portalu RaceFans 18. januarja, bodo tudi letos imele ekipe vnaprej določene mešanice pneumatik, vsaj kar se tiče števila setov. Zaradi COVID-19 so pri Formuli 1 opustili tisto, po mojem mnenju, dobro prakso, da so ekipe vnaprej sporočile Pirelliju, kakšno kombinacijo pneumatik želijo imeti znotraj števila 13 setov, ki jih ima vsak voznik na razpolago čez dirkaški vikend. Zaradi COVID-19 so to prakso odpustili in pri Pirelliju so za vsakega voznika pripravili enako kombinacijo pneumatik. A če bilo takrat to zahteva Pirellija zaradi izrednih razmer,
se je sedaj situacija obrnila. Ekipe nočejo imeti več prostega izbora pri določanju števila mešanic znotraj 13 setov. Nekako bojijo se zgrešiti, čeprav po drugi strani to pomeni bistveno lažje delo pri ugotavljanju prave strategije in bolj monotone strategije same. Namreč Mario Isola je pred kratkim povedal v intervjuju, da sam pričakuje v sezoni 2022 v veliki večini strategije z enim postankom, izjemoma strategije z dvema postankoma. In sedaj, ko bomo vnaprej vedeli, da bodo imeli vsi vozniki enaki izbor, bo tudi možnost za kako strateško presenečenje bistveno manjša. Meni bodo zadeve manj zanimive, bolj dolgočasne in predvsem bolj predvidljive. A vprašanje bo, kako se bo to izkazalo na samih dirkah. V zadnjih urah smo lahko v raznih medijih prebrali kar nekaj izjav Jacka Browna, glavnega odgovornega pri McLarenu. A sam bi vas rad nekako usmeril na tisto izjavo, ki jo povzemam po članku na italijanski verziji spletne strani motorsport.com 19. januarja. Jack Brown govori, da ekipe niso dosegle nekega dogovora glede stroškov vezanih na tako imenovane sprint dirke, kar bi lahko pomenilo, in tu je pogojnik obvezen, da v sezoni 2022 ne bomo videli te nove formule, kar se tiče samih kvalifikacij. Namreč dobro nam je znano, da v sezoni 2022 se je proračun za vse ekipe znižal iz lanskih 145 milijonov na letošnjih 140 milijonov. Seveda, tu je indeks za 21 dirk za veliko nagrado. A zaradi potencialne škode, ki bi lahko nastala na tako imenovani sprint dirki, so ekipe si izposlovale neke vrste odpustkov, neke vrste bonusov za vsakič, ko bodo imele to novo formulo kvalifikacij. A zgleda, da ni prišlo do dogovora, kar se tiče financ. In če dogovora ni, lahko tudi sprint dirk ne bo. A zopet bomo videli, da pri ekipah Formule 1 je tudi tisti politični moment izjemno pomemben. Sedaj se ekipe borijo na vse kriplje, da bi se omejitev proračuna dvignila, in ukolikor bodo hoteli pri Formuli 1 imeti tako imenovane sprint dirke, bodo morali popustiti. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kajti kar zahteva pravilnik, vemo, da v letošnji sezoni je predvideno 6 sprint dirk na 6 velikih nagradah. A kot običajno je še kar nekaj časa do prve in ne dvomim, da bodo ekipe tako ali drugače dobile nek, recimo temu, spremenljiv dogovor. Za konec pa še novica, ki sem jo zasledil na spletni strani Scuderia Fans 18. januarja. Pri Ferrariju so sporočili, kdaj bodo predstavili bolid za prihajajočo sezono 2022. In datum, ki so si ga izbrali, je 17. februar. Vezan tudi na rojstni dan samega Enza in v brk vsem tistim, ki mislijo, da je 17 številka, ki prinaša nesrečo. Čeprav moram tu dodati nekaj. Namreč v Formuli 1 so se ekipe bolj izogibale 13-tice kot 17-tice. Namreč bolid številko 17 je bil v tistem starejšem sistemu, ko številke niso bile pod prostim izborom, naprimer na bolidih ekip March, Shadow ali Arrows. Po drugi strani pri samem članku Scuderie Fans sem naletel na neko zanimivost, s katero se strinjam. V preteklosti so pri Scuderiji Ferrari pogostokrat obeleževali jubileje s posebnim imenom bolida. In ker v preteklosti jim to ni preneslo preveč sreče,
si avtor članka želi, da bi letos to priložnost izpustili. In tudi sam sem bil enakega mnenja v preteklosti. Kar zna biti za nas, navdušence, bolj zanimivo, bo odtenek barve pri bolidu Scuderie Ferrari. Namreč mnogi avtorji navajajo, da pri Ferrariju bodo malce se zazrli v preteklost in bodo tisti svetlo rdeči ton, katerega smo se navadili v zadnjih desetletjih, nekako zamenjali z temnejšim odtenkom, ki bo bolj podoben tistemu z izvirnika, kot smo ga na primer videli na praznovanju 1000 dirke Scuderie Ferrari v Formuli 1 in tisti pravi Rosso Corsa, ki je bil prisoten v svetu Formule 1 že od samega začetka. Tu bi rad dodal nekaj. Namreč to, da bo Ferrari postal temno rdeč, lahko tudi ne bo samo odraz nekega praznovanja 75. obletnice same Scuderie, temveč tudi spremembe pri pokroviteljih. Govori se kar nekaj časa, da bo Philip Morris zmanjšal svoj vpliv v Scuderiji. In prav Philip Morris je bil tisti, ki je narekoval nekako spremembo tona rdeče barve. Gre za špekulacije. Skupaj bomo videli v resnici, kak bo Ferrari in kdo bodo pokrovitelji Scuderije. A za enkrat, kar se tiče komentarja novic, to seveda vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.